V Sloveniji porabijo 22,4 mg antibiotikov na kilogram mesa, v Španiji 317 mg na kilogram mesa. Na Madžarskem, od koder uvozimo večino puranjega mesa, pa je poraba antibiotikov 230 mg na kilogram mesa. Tudi Avstrija, ki nam je večkrat za vzgled, ima porabo dvakrat višjo od Slovenije. Mnogi pravijo, da je realno še bolj črna in ne glede na to, kdaj ste prejeli zadnji recept za antibiotike, jih v telesu prav gotovo imate. Koliko antibiotikov ostane v zaužitem mesu in drugih živalskih izdelkih in koliko jih zaužijemo z vodo, ker vsi antibiotiki tako ali drugače prikončajo v podtalnici. Antibiotik pokonča vse nezaželene bakterije, vendar pri tem za daljši čas poškoduje lastna obramba telesa, torej ubije dobre in slabe bakterije. In potem je jasno, zakaj se vedno več govori o probiotikih. Probiotik namreč okrepi naravno obrambo telesa in mu pomaga premagati vsiljivca. Krepimo dobro, da se dobro brani proti slabim. O probiotikih se sliši vedno več je ponudnikov, ki ponujajo jogurte in nas prepričujejo o krepčilni moči ponojenja, kmalu pa bo farmacija nadoknadila zamujeno, a vendar bodite pozorni pri izbiri ustreznega probiotika. Klepet ob kavi priporoča probiotik z vsaj 20 milijard sevov na eno samo kapsulo in najbolj optimalno 5 različnih sevov. Bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni? Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Danes bomo govorili o enem sadežu, ki je najbolj skrivnosten sadež sploh in ga je tako težko najti. Zakaj? Pazi to. Ful sem potovala in zmeri sem iskala in gledala. V Indiji mu pravijo na Kitajskem Bajitian, v Avstraliji Aul, na Filipinih Bankoro, na Fidžiju Kura, v Afriki Bumbo, v Dominikanski republiki Koka, v Singapurju Haibaiji, na Tahitiju Mona, no to Primorci bi vedeli, na Tajskem Jorban, pri nas je pa indijska murva oziroma noni. To je sadež, ki je dobesedno zatresel svet. Leta 2003 je bilo, da so ga lahko dejansko sploh pripeljali in takrat so zatrepetali tudi zdravniki, tudi medicina, ker so mu pripisovali take in drugačne stvari. Zdaj pa danes boste zvedeli, katere stvari so mu pripisovali in ali so dejansko realne. Jelena Dimitrijevič je v naši družbi, lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala, Živja. Kaka zmeda okrog tega nonija. Ja, res je. Mislim, taka zmeda in z imeni, in z dovoljenji, in z vsemi zadevami. V osnovi je pa to ena res neverjetna rastlina, ne? Ja, taka tradicionalna rastlina, pa ne bi rekel, da bo povzročila tak kaos na splošno v svetu, ampak ravno to, kar si prej omenila, dejansko moramo povedati, da če farmacija nekako zavoha, da je dobila konkurenco, potem so hude težave in tudi dovoljenja se težko pridobivajo in tako dalje. In res je čudno, da je prišla v Evropo šele leta 2003 in zmeri ravno tudi zaradi teh različnih imen in različnih mest, od kjer prihaja, kjer raste, tudi še zmeri trajajo tisti procesi. Vsakič, ko nekdo hoče recimo narediti uvoz nonija, potem mora dobiti novo dovoljenje in tako dalje, tako da je težava. Je, zelo, zelo težavno se skupaj, ampak v osnovi, kar me je fasciniralo, že botanično gledano je, da to kar cel cajt ubijajo. Ja, neverjetno. Res neverjetno, kaj nam narava sploh daje. In žal mi je res, da smo se toliko oddaljili od tega, kar je za nas prvinsko, ker vse, kar potrebujemo, že nekje imamo, sam na žalost tega ne znamo več tako dobro uporabljati. Hvala Bogu pa informacije krožijo in je lažje priti do njih in tako, da mi je res v veselje, da tudi imaš možnost ponuditi noni zaradi tega, ker je to rastlina, ki jo jaz poznam že več kot 10 let in je izjemna, čudovita, neverjetno, kako vpliva sploh na naše telo in kot si že sama rekla, v bistvu 12 do 13 mesecev raste oziroma daje sadove.
To redko najdemo tudi v naravi in zaradi tega se lahko več izkorišča v tem smislu, da ne uničimo rastline, ampak res dobimo sadeže, iz katerih se lahko marsikaj proizvaja, oziroma predvsem sok, ki je za nas zelo zdravilen. To je rastlina, ki zraste tam nekje do 8 metrov. Grmičev je v osnovi, ampak zaradi tega, ker tako visoko zraste, bolj je podobna drevesu. In je zelo zanimivo, da v bistvu dobimo, ponavadi pri rastlinah je tako, da prvo imamo cvetove, pa potem imamo sadove. Ja. Tukaj je pa kontra, ne? Tukaj je pa kontra, ja. Tako dobimo, pol na eni rastline lahko vidimo tudi zrele sadeže, ki so take malo bolj rumeno-bele barve, potem imamo te zelene, ki dozrevajo, in pol na teh sadeži tudi cvetove, kar je res neverjetno. Zdaj, kar se tiče konkretno samega okusa sadeža, tukaj je... Tole moramo pa ljudi pripraviti, najprej moramo povedati, kakšne raziskave so, ker ko bojo ljudje tole zvedeli, bojo itak znoreli, ker to je noro, kakšni so rezultati. Ampak se morajo pripraviti na okus in kot zmeri praviš sama, ti zmeri poudariš, ni tortica. Ni tortica. Tole pa sploh ni tortica. Ampak če vemo, kaj je dobrega in koliko dobrega nam bo prinesel sok nonija, potem bomo nekako spregledali to. Pa itak je to tistih 30 mililitrov, to seveda, pa že. Itak, pogoltnemo in je to to. Kar je zanimivo, kar sem tudi jaz najdla, veš, da sem jaz tudi malo na te ezoterične, tradicionalne zadeve. Kahune so havajski, ti zdravitelji. In oni so rekli, da je to dar duhov, ker so kao, da je pa zdaj neomejena uporaba tega, ker so to kar prav vsem in prav vseh zadevah. Tudi marsikaj dar bogov, tudi... Ja, drevo življenja tudi. Skratka, pod različnimi imeni je, ker pač jaz mislim, da simpel je denar ta boljš, ampak tale rastlina je vse prej kot simpel. Dejansko zakomplicirana do fundamenta in kar me recimo presenetilo je, da so zelo hitro začele se raziskave, že v 50 letih. Tako je, res je. Ogromno raziskav. Veliko so jih tudi naredili v Ameriki, potem, ko so začeli pridobivati nove informacije. Veliko raziskav je tudi bilo v teh Indoneziji, Polineziji, tudi tam, ker avtohtono raste, oni prihajajo v bistvu iz Polinezije in tistih otokih in tam se tradicionalno tudi uporablja in potem, ko so prve raziskave, so nekako tako bile tudi leta, oziroma tako prve sestavine, ki jih nekako povezujemo z noni sokom, prvič prokserotonin, ki so ga našli šele leta 1985 in sploh v bistvu niti niso vedeli, zakaj se gre, koliko je dober, na kaj vse konkretno vpliva, niti danes ne vejo natančno, kaj pa kako je s tem, ampak pa so sledile različne druge raziskave, tudi leta 2006 odlična raziskava je bila, ki je govorila ravno o tem, kako vpliva noni sok v povezavi z rakom, ker generalno je največ uporabe oziroma nekako povezava z noni sokom bila pri zdravljenju raka. Oziroma tako prepreči tudi nastanek raka, rakastih celic, protitumorsko deluje, ampak tudi če se bolezen še razvila, tudi v tem primeru spremeni celično oziroma tako pomaga celici, da se ponovno regenerira in da se pol znebimo težav, ki so s tem povezane, ampak marsikaj še drugega. Tudi recimo študija, ki je narejena in ki je v povezavi recimo s kadilci, ker vemo, da izjemno dobro deluje na pljuča. Kadilci bi pa mogli, to absolutno. Jaz vsakomur, ki hoče in želi nehati kaditi, potem absolutno priporočam noni. Raziskava, ki je narejena, je v bistvu so jo delali na 200 kadilcih in je bolj v povezavi s tem, kako regenerativno deluje na pljuča, ker vemo, kako toksično deluje nikotin na telo. Ampak jaz bi še dodala oziroma poudarila to za vse tiste, ki dejansko želijo nehati kaditi, da je to odlična rešitev, ker nam ful pomaga na tem, na kemični ravni, na celični ravni. Kaj se konkretno dogaja? Vemo, da noni, to bom tudi pol povedala, koliko je in česar je dejansko v samem noniju, ampak glavna sestavina, ki je skozi poudarjena, je v bistvu prokserotonin, ki je glavna sestavina tudi v našem telesu, tudi dobivamo iz hrane, ampak ne v zadostni količini, ker vemo, da danes marsičesa tudi primanjkuje. In kaj se zgodi, ko pride v naše telo, potem se v jetrih spremeni, zahvaljujoč encimu, in ta encim v bistvu razgradi oziroma spremeni prokserotonin v eno obliko, ki se imenuje kserotonin.
kseronin, se upravičujem. In ravno kseronin je zelo pomemben zaradi tega, ker se veže skupaj s serotoninom in potem se veže na beljakovino in je na tak način aktivira. In samo aktivacijo beljakovine se pol dogajajo tisti procesi, ki so nujno potrebni. Zakomplicirano Ja, se sliši. vem, zelo komplicirano, ampak v povezavi recimo s kadilci, ravno tisti, to je alkaloid, nikotin je tudi alkaloid in se veže ravno na to mesto, ker bi se kseronin moral vezati. In ko mi kadimo, recimo, se v bistvu razvije ta odvisnost, zaradi tega telo reagira izključno samo na nikotin kot ta alkaloid, ne pa na kseronin. In kseronin je ključna sestavina, ki pomaga, da se celice ponovno obnavljajo in da preprečimo različne bolezni. Poleg vseh ostalih. Kar je mene fasciniralo, jaz sem tole raziskavo delala v Indoneziji. Kar je meni zanimivo je bilo tole, da so že 60 leta ugotovili oziroma da so prav dokazali, da znižuje tudi krvni tlak. Tako je, ja. Potem tale iz 2006, tale me je čist sezula, ugotovili so in tudi objavili v reviji Phytotherapy leta 2006, da sok nonja zaustavi širjenje rakavih celic. Tako je. Pa to je bogokletno, da sploh govorimo o tem v mediju, da ena rastlina ima to sposobnost, pa da dejansko je raziskava tukaj zadaj. Še enkrat poudarjam, da zaustavi širjenje rakavih celic. Potem recimo naprej, še ni vse, tole State University Louisiana, da raziskave potrjujejo spet znova antitumorsko delovanje nonija, ki ne samo, da zavira nastanek tumorjev, pač pa jih tudi napada. Tako je. Mislim, wow! Res si, neverjetno. In je še najbolj pomembno, da so naredili raziskave, da ne govorimo nekaj v prazno. Ja, ne govorimo nekaj naj bi, ne? Tako, naj bi, ampak dejansko obstajajo raziskave, ki to potrjujejo. In ravno tiste snovi, ki sem jih že omenjala, so res izjemno pomembne in naše telo jih nujno potrebuje za normalno funkcijo in je premalo vsega tega. In v bistvu, poleg vseh teh snovi so še kakšne druge snovi, ki so tudi fantastične. Skopoletin, recimo, ena taka, ki ravno pomaga pri tem, da se uravnava krvni pritisk. Če ga imamo previsokega, potem ga zniža. Dejansko ga uravna. Tako, če ga imamo prenizkega, potem ga pripelje do tega nivoja, ki je bolj normalen. Ampak deluje predvsem takole in protivnetno, in protibakterijsko, protiglivično. Tudi ima izjemno močne protibolečinske snovi, hkrati tudi recimo zelo dobro vpliva pri težavah z glivicami, ker deluje tudi antibakterijsko na naše telo. Vsebuje pa veliko tudi nutritivnih snovi. Tukaj ne govorimo samo o teh posebnih snoveh, ki res ščitijo naše telo, ampak tudi veliko aminokislin, 18 jih je, vitamine recimo A, C, E, B1, B2, B6, B12, natrij, fosfor, cink, selen, bakar, železo, mangan in tako dalje, tudi v sledovih kakšne tele elemente. Tako da je tudi, ko govorimo s tiste nutritivne prednosti hranljive, absolutno tudi hranljiv. Kar se mi zdi, da je pomembno, da bi tukaj poudarila, zdaj noni sok, fajn, več kot 1 leto je bilo vloženih v to, da imamo v Sloveniji zdaj tale noni tudi dejansko na voljo. In Klepet ob kavi priporoča seveda ekološki noni, ne da pa se recimo kupiti enega, ravno zaradi tega, ker če boš ti tole spil, to je recimo za 11 odmerkov. In vedno govorimo o kurah. Tako, to ne bo to. Tako je, ja, res je. Zapisali smo protokol 33 ali pa 99 dnevni za 3 oziroma 9 steklenicami. Stekleničke so majhne, zato ker ko odpreš, seveda vemo, da se začne dejansko starati. In tudi tole, dr. Nils Salomon, prvi mesec pitja 75% udeležencev je že opazilo pri njihovih boleznih, 95% pa dejansko po 3 mesecih. Je tako, da je to treba, pač od enkrat pač nič ne bo. Ja, to smo se že najbrž naučili skozi tvoje oddaje, da vse rastline, ki so take, ki so adaptogene, ki so naravne, ne delujejo intenzivno v smislu, da hitro rešijo kakšne simptome, ampak bolj globoko delujejo dejansko na inteligenco samega telesa in zato rabimo nekaj časa. Zaradi tega ni treba prenehati z uživanjem, pa si misliti, ok, 10 dni sem ga užival in to je to.
ni dovolj. Če želimo rešiti take resne težave in tukaj res govorimo preprečiti nastanek raka, tudi če imamo recimo težave z rakom, potem izboljšati stanje, hkrati tudi različne druge težave, recimo tisti, ki imajo težave z astmo, bronhialno astmo, tisti, ki recimo imajo težave s srčno-žilnimi boleznimi, hkrati recimo hormonske težave, ginekološke težave, migrene, depresije. Ja, pri ginekoloških težavah sem videla, da so dejansko že kahune, ne? So dajale ženskam. Se pravi, ogromno, to je tako eno široko področje, ker lahko uporabljamo noni in ker nam lahko pomaga, se pravi, lahko tudi preventivno, ampak če je kurativno, potem definitivno mora trajati dlje časa. In jaz bi res vsakomur priporočila, tudi če nimamo težav, vseeno 2-krat letno, da naredimo eno tako kuro, ne 10 dni, ampak vsaj 2 meseca, 3 mesece, da res okrepimo telo znotraj, ker ravno tiste sestavine, ki so ključne, krepijo delovanje imunskega sistema, aktivirajo tisto res notranjo modrost našega telesa, ker to je poanta. Ne, da mi nekaj vplivamo kot recimo zdravila, ki rešujejo simptomatiko, ki je za nas moteča, ki so v bistvu simptomi telesa, da nekaj delamo narobe sami seboj, ali se prehranjujemo slabo, ali ne vem, smo izpostavljeni toksičnim snovem, ali ne vem, smo toksični s svojimi čustvi in tako dalje. In namesto tega, da bi se začeli s tem ukvarjati, pa dobili samo eno podporo, ki nam daje narava, mi enostavno rečemo, ok, naj me ne boli, pa potem bo v redu. Ja, pa bo v redu, ne? Tukaj se pa dejansko gre na vzrok. Torej, noni protokol 33 ali pa 99 dni, seveda odvisno od tega, kakšne izzive imamo. Po 33 dneh 75% ljudi že dejansko vidi izboljšanje pri boleznih in 95% torej po 3 mesecih 99-dnevnem protokolu. Zdaj, navodila so taka, 30 ml, lahko 15 zjutraj pa 15 zvečer. Verjetno je res fajn, da mogoče kar vseh 30 zjutraj natešče, ker sem slišala, da tisto, kar zjutraj dejansko bo še bolj absorbirano. Ja, ravno to je poanta teh posebnih snoveh, ki se nahajajo v noniju, da preplavijo naše telo. Ker če tudi imamo težave in če imamo pomanjkanje kseronina, recimo, kar se velikokrat dogaja, potem, ko preplavi naše telo, potem je aktivnost telesa boljša in vztraja čez cel dan. Lahko je namesto 30 tudi 40 ml. Edina stvar, ki je kot se navaja kot eno opozorilo, da tisti, recimo, ki imajo presajene organe ali hodijo na dializo ali recimo so alergični na citruse, nosečnice, ker se ponavadi ne delajo kakšni testi. V teh primerih je pozornost oziroma marsikdo je še tudi v takih primerih poskusil noni, pa se ni nič zgodilo, ampak ne glede na vse, rajše povemo, kot da pol recimo nastanejo kakšni zapleti. No, noni smo pravzaprav spoznali že prejšnje leto, o njem je govorila tudi Tanja Bači. Non je namreč sestavina v organskem multikompleksu, dnevna podpora. Zdaj pa imamo tukaj povsem koncentriran 100% sok, tako kot torej mora biti v 33 ali 99-dnevnem protokolu. Dajmo se sam spomniti, kaj je o noniju povedala tudi Tanja Bača. Noni vsebuje med drugim tudi skupoleten. To je sestavina, ki v bistvu širi tiste majhne krvne žilice in na ta način pomaga pri povišenem krvnem tlaku. To je v bistvu v današnji družbi skoraj pravilo, da imamo te težave. To je sadež, ki uspeva na površinah, ki v bistvu nimajo nobenih težav z raznoraznimi zajedavci. Torej niso potrebne nobene obdelave z pesticidi ali čemorkoli drugem. In posebej pa je ta prst zelo bogata z minerali in to se seveda potem prenese na sadež. Noni vsebuje tudi veliko selena. Selen je zelo močen antioksidant, potem skrbi tudi za zdravje naše kože, zdravje naših las tudi. Pri selenu vem, da imaš nohte močne, lase sijoče, lepe, lasje se mi zdi, da kar dobijo nek dodaten lesk. Ja, res je. Noni, evo, 33 ali pa 99-dnevni protokol, pa akcija ne bo dober, ampak bo pa dober za vas, ne, v tem smislu. Čist iz prakse, komu si že ti svetovala noni, kakšne so dejansko potem, kakšni so tudi rezultati, učinki, komu res lahko rečeš zdajle, ej,
dej, pet na protokol. Definitivno tistim, ki imajo bolj resne zdravstvene težave, tisti, ki so zboleli recimo za rakom, absolutno, no on je tukaj Ali pa če ga imajo v familiji, a ne? Tako, pa tudi če slučajno je kakšna ta dedna varianta, da preprečimo nastanek tega. Absolutno tisti, ki imajo srčno-žilne težave, ravno zaradi tega tudi nihanja samega pritiska in tako dalje, tukaj nam zelo pomaga. Dostikrat svetujem tudi tistim, ki imajo težave z glivicami, bakterijske okužbe in tako dalje. Se pravi, ob zaperju mogoče še noni. Tako, to je fenomenalna zadeva, ker tudi recimo damna kantale je ena taka snov, ki se nahaja v noniju, za katero so tudi raziskovali in ugotovili, da poleg tega, da pomaga pri zdravljenju raka, pomaga tudi pri malariji. Tako da, če tukaj pomaga, potem definitivno deluje na globokih nivojih in nam res naredi veliko usluge. Hkrati kadilcem, absolutno. Definitivno zaradi tega, ker če boste poskusili noni, ampak na prav poseben način, seveda jemanje 30 ml na dan je ok varianta, ampak če želimo nehati s kajenjem, takrat prvih nekaj dni na vsako uro damo nekaj malo pod jezik in zadržimo nekaj časa, da se absorbira in se v tem trenutku bomo preprečili v bistvu, da se pojavi želja za kajenjem. Jaz imam tak en primer doma, moja mama je taka strastna kadilka in ni tega razrešila tudi na čustveni ravni, ampak ko pride k meni na obisk, res ne maram, ne tega vonja po cigaretah in tako dalje. In potem je dam noni, da vsaj v tem času neha kaditi. V bistvu mi je tako zaupala, ko je dala noni pod jezik in ko se je to absorbiralo in ko je hotela prižgati cigareto, je takrat bilo tako, da je imela občutek, kot da je pokadila celo škatlo. In ni mogla in ni hotela. Pol pa se je dogajalo tako, da ni hotela vzeti nonija, ker ni mogla kaditi. Ampak zelo zanimiva stvar. 100% garantiram, da deluje na kemični ravni za vse tiste, ki želijo prenehati s kajenjem. Najlepša hvala. Jelena Dimitrijevič je bila tole danes pa v glavni vlogi, poleg Jelene, torej tale noni. Ena steklenička absolutno ne bo dovolj, tudi v majhnih so zaradi tega, da protokol gre mirno skozi. 33 ali 99-dnevni protokol. Evo, še kakšna informacija o noniju bi lahko res govorili ure in ure. Na www.klepetobkavi.si, če nimate dostopa do interneta, pa 02 6200 230. Na zdravje! Zeleno mušnico, če je stara, velika, jo še zamenjajo. Po vsej verjetnosti pa so mnogokrat jedli tole gobo in to je koničasta mušnica, ki je zelo podobna. V Sloveniji porabijo 22,4 mg antibiotikov na kilogram mesa. V Španiji 317 mg na kilogram mesa. Na Madžarskem, odkoder uvozimo večino poranjega mesa, pa je poraba antibiotikov 230 mg na kilogram mesa. Tudi Avstrija, ki nam je večkrat za vzgled, ima porabo dvakrat višjo od Slovenije. Mnogi pravijo, da je realno še bolj črna in ne glede na to, kdaj ste prejeli zadnji recept za antibiotike, jih v telesu prav gotovo imate. Koliko antibiotikov ostane v zaužitem mesu in drugih živalskih izdelkih in koliko jih zaužijemo z vodo, ker vsi antibiotiki tako ali drugače prikončajo v podtalnici. Antibiotik pokonča vse nezaželene bakterije, vendar pri tem za daljši čas poškoduje lastna obramba telesa, torej ubije dobre in slabe bakterije. In potem je jasno, zakaj se vedno več govori o probiotikih. Probiotik namreč okrepi naravno obrambo telesa in mu pomaga premagati vsiljivca. Krepimo dobro, da se dobro brani proti slabim. O probiotikih se sliši vedno več je ponudnikov, ki ponujajo jogurte in nas preprečujejo krepčilni moči ponojenja, kmalu pa bo farmacija nadoknadila zamujeno, a vendar bodite pozorni pri izbiri ustreznega probiotika. Klepet ob kavi priporoča probiotik z vsaj 20 milijard sevov na eno samo kapsulo in najbolj optimalno 5 različnih sevov.